Dobro jutro na drugi dan postnih duhovnih vaj. Upam, da si včeraj v naši družbi užival. Včeraj je bilo govora o samoti, o osamljenosti, danes pa se iz tega premikamo v odnos v živo. V nadaljevanju posnetka te čakajo razmišljanja mladih in razmišljanja enega duhovnika. Gremo v akcijo! Kako sedaj ohranjam odnose? V karanteni ohranjam odnose tako, da pripravljam za moje prijatelje in sožupljane taka mala presenečenja, naprimer takole voščilnico sem naredila, pa takle risbice za moje prijatelje in bom dala potem, ko bo konc karantene, in bom podarila, ker vem, da jih bo to zelo razveselilo. Potem veliko se pogovarjamo po Skypeu, po Messengerju, po SMS-ih, po e-mailih. Ponovno sem usposobila Snapchat, preko katerega pošiljam take vesele, radostne trenutke svojim prijateljem, ki jih doživljamo v družini, ker vem, da jim to zelo polepša dan. Potem mladinske skupine imamo kar po Skypeu, verouk pa sem naredila tako, da si posnamem video posnetek, naredim tako veroučno drobtinico in imamo zdaj e-verouk. Ja, zdaj ohranjam odnose tako, da se pogovarjam prek telefona, prek Messengerja, se s kom kdaj pokličem ali pa napišem ga še na SMS. Zdaj v tem času ohranjam odnose prek telefona pa prek socialnih omrežij. Koliko si lahko s prijateljem poveš osebnih stvari po telefonu? Vedno več. Se navajam glede na zdajšnjo situacijo, tako da v zadnjem tednu bi rekla, da je prišlo do kar nekaj takih iskrenih, intimnih pogovorov. Zagotovo mi je težje kot v živo, čeprav se mi zdi, da se kar da vseeno povedati marsikaj, če res poznaš osebo in veš, da ji lahko zaupaš. Definitivno manj kot v živo. Drugače je šum komunikacije, drugačna dinamika pogovora, tako da je sigurno manj osebnih stvari prek telefona in prek spleta kot v živo. Kaj mi pomaga, da s prijatelji ohranjam odnos? Mislim, da neka želja, misel in notranja drža, kaj lahko v katerikoli situaciji naredim za druge. Vedno iščem neke nove načine, kako se povezati s prijatelji in z znanci. Pomaga mi, da se s človekom večkrat vidim, da vem, da mu lahko zaupam in da se v njegovi družbi počutim sprejeta. Da gradim pravo prijateljstvo mi pomaga mogoče neka pretekla skupna izkušnja, neka povezanost, redna srečevanja, vsekakor pa zaupanje. Da imaš nekaj skupnega, neko skupno izkušnjo, mogoče neko bolj intimno, globlje doživetje in zaupanje, da lahko računaš tudi na tega prijatelja. Dobil sem vprašanje, kako doživljam sedaj, ko sem v stiku z drugimi samo preko spleta. Nič kaj lušten. Spoznal sem, da sem socialno bitje in da nujno potrebujem tudi oseben stik. Iskreno povem, včasih grem kele dol pred hišo in se vsaj tako oddaleč pogovarjam s kakšnim sosedom, pa zanj sem vrt rihtal, pa so bili tam še na drugem vrtu še sosede, pa to, in sem tako vesel, ker smo lahko čvekali čisto tako po domač. Tako da pogrešam veroučence, pogrešam redno sveto mašo z mojimi mamami, pa čeprav nas je bilo promaš manj, kot nas je zdaj, ampak bili smo pa skupaj. Pogrešam tudi normalne ure, ko ljudje prihajajo v Farovško in živahno, se mi mečkano tega manjka. Mislim, da to kar vsi malo pogrešamo. Jaz pa mogoče še to malo bolj občutam, oziroma v tisti, ki sploh nimamo nikogar poleg, če imaš neko družino, ti vsaj ima otroci okoli skačejo, pa ti kaj mož teži ali pa žena, pa kakorkoli, nekaj se ti dogaja v bajti, klele pa pravzaprav ti bajt. Cel dan sam. In rešuje me to, da lahko grem malo hoditi, molit, da lahko kaj v miru preberem, ampak nič kaj fletani, pa se bom že navadil, oziroma upam, da bo malo konc in tako bom z veseljem šel na kakšno kavo z nekom. Sem se nekaj naučil, kako grdo, ko sem zmer govoril, nimam cajta. Ko mi je kdo rekel, a lahko to, veš, nimam cajta. Mi je žal, da sem bil včasih takšen, zdaj vidim, da bi pa imel cajt. Drugo vprašanje, kako vam je imeti sedaj mašo v prazni cerkvi in z gledalci z računalnikom?
A veš, kako je to? Kot da bi lizal sladoled čez okno, kot da je šipa vmes, pa ližeš, pa ne moreš okusiti. Približno tako. Zavedam se, da na drugi strani so ljudje, ki zelo resno sledijo in spremljajo Sveto mašo, a po drugi strani ni občutka občestva. Mogoče na drugi strani, ki spremljajo ljudje, ko lahko komentirajo, ko vidijo tudi, kdo se vse prijavil, je nek občutek. Jaz sem pa še zmeri, se pravi, prazna kapela oziroma prazna cerkev. Je pa res, da sem se že toliko zvežbal, da sem tako padel noter, da imam v mislih gledalce in tudi gledam po telefonu in imam tako, dejansko jih lahko nagovarjam. Ni pa isto, no. Včasih me mehen gane, kako bi to izgledalo, če bi vsi ti, ki so zdaj res na mobitelu, ki so pri Sveti maši, kako bi to zadoneli ob molitvi Oče naš, če bi bili res skupaj v občestvu. Sveta maša je stvar občestva. Sveta maša daritev ni nekaj, kar lahko kar sam nekaj počneš. V tem trenutku je mobitel oziroma snemanje, livestream je alternativa, ni pa to. Vem pa, da so mnogi zelo hvaležni, da to je, da mnogi cel dan malo čakajo, jaz tudi čakam na Sveto mašo. Precej časa mi to tudi vzame, ker ponovadi ne pridem vsak dan, zdaj pa se potrudim in skušam kaj spodbudenega in lepega povedati. S tem, da tehniko pripraviš in ves čas mi je vedno strah, če bo slučajno kaj ven vrgel. Pri Sveti maši, brez mobitela, je bolj pristno, človeški stik, če začutiš človeško toplino, tukaj pa ne morem čutiti, ampak lahko samo ugibam. Sem pa zelo hvaležen za zelo lepe odzive. Zvečer, ko grem to preverjati, kako je šlo, ko potem grem nekaj prelistam, tudi kakšne komentarje ljudi ali pa v inboxu preberem, sem pa dostikrat ganjen nad velikimi stvarmi, ki jih Bog počne, tudi po Svetih mašah, po Facebooku. Tako, hvala za vprašanja in vas lepo pozdravljam.